Letos mineva 150 let od odkritja prvih kolišč na Ljubljanskem barju. Gre za izjemno najdbo, dediščino, ki je danes tudi vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine. Gre za najstarejše prebivalce osrednje Slovenije, ki so se naselili ob jezeru, hiše so zgradili na kolih in seveda tukaj, glede na to, da je to bilo v mokrem okolju, so se ohranili tudi organski ostanki, zato gre za tako pomembna najdišča. Koliščarji so prvi stalni naseljenci na našem območju, se pravi poljedelci, kmetje, ki so že udomačili živali in rastline in se za stalno naselili. V zaledju barja so imeli polja, gojili so pšenico, tudi lan, grah in podobne rastline. Hkrati so seveda udomačili tudi že živali, koze, krave, govedo, ki so jih uporabljali tako za delo kot tudi za hrano. Ostali pa so seveda še vedno tudi nabiralci in lovci, to je bil še vedno glavni vir njihove prehrane. Koliščarji so bili tudi izjemno spretni, zelo dobro so poznali naravne materiale in jih tudi izkoriščali. Ko so se za stalno naselili, so naenkrat dobili tudi presežek časa, ki so ga izkoristili za inovativne rešitve, se pravi nove obrti, kar se tudi kaže na tej izjemni najdbi najstarejšega kolesa na svetu, ki je bilo odkrito na kolišču Stare Gmajne. Gre namreč za to, da je kolo izdelano iz 2 kosov lesa, ki so ga z lesenimi zagozdami spojili na način lastovičjega repa, kar je izjemen izum in kar je praktično omogočilo, da je spojen še danes. Koliščarji so svoja naselja, torej kolišča, gradili na obali, na obrobju tega nekdanjega jezera, ki je tukaj takrat bilo. Gradili so jih pa na način, da so bila dvignjena od tal, torej na kolih. Pri gradnji so uporabljali material, ki jim je bil na voljo, les za izgradnjo samega ogrodja, kolov, tudi šibje za izdelavo prepleta, ki je predstavljalo steno, in pa seveda materijala, ki ga je bilo tukaj v izobilju, to je gline, s katerim so potem zamazali stene kolib. Naj še povem, da vemo, da je bila njihova streha dvokapna, pokrivali so jo pa potem lahko ali slamo, tudi z lubjem, torej več variant, vsekakor pa je bila to res naravna hiša. Dolga leta je ta dediščina veljala za nevidno, vse do tedaj, ko smo se v občini Ig, seveda s veliko pomočjo tudi države in evropskih sredstev, odločili, da zgradimo eno tako rekonstrukcijo vasi, torej kolišče v naravni velikosti. Cel kompleks smo poimenovali Moroztik, hiša narave in kolišč, tako da si obiskovalci lahko z obiskom stalne razstave tule v središču Iga lažje predstavljajo sploh okoliščine odkritja, tako kolišč, predstavljamo tudi sicer naravno bogastvo tega območja. No, naslednji del ogleda pa seveda zavzema tisti, bi rekli, praktični, najbolj neposredni del, stik tako z barjem, kot seveda obisk te vasice v naravni velikosti. Postavljenih imamo 5 kolib in v 3 opremljenih kolibah lahko podoživijo, kakšno je bilo življenje v tistem času in spoznajo, s katerimi dejavnostmi so se koliščarji ukvarjali. Koliščarji so Ljubljansko barje poseljevali več tisoč let. Zakaj so naenkrat v začetku bronaste dobe izginili, žal nimamo podatka. Raziskave pa seveda potekajo tudi v to smer še naprej. Usmerjene so predvsem v preventivo, se pravi zaščito kolišč za naše zanamce, ki bodo sigurno imeli tudi boljše tehnike za nove raziskave.